Lep pozdrav s Ptuja, ker smo ravno zaključili delavnico na temo avtentičnega partnerstva in ob pogledu na Ptujski grad ugotavljali, kje princi in princeske delamo napake. In zdaj so na vrsti angelski navdihi. Sem Manca Razboršek, avtorica knjige Angelski svetilniki, life coach in pa mentorica ženskam, ki želijo aktivirati svojo žensko esenco, uživati v življenju in navdihovati druge. In ta vikend tukaj v hotelu, v Grand hotelu Primus smo res uživali tako v čudoviti hrani kot v savnah, v bazenih. In v savnah moram reči, jaz sem se počutila kot rimska boginja. In tudi ostale udeleženke so imele isti občutek, tako da res smo bile boginjske. Zraven smo pa še postavile temelje novim partnerstvom. Namreč vstopili smo v energije ovna, novih začetkov. Ta teden nas čaka še solsticij in pa lunin mrk, tako da energetsko zagotovo spet veliko dogajanja in najboljše, da kar pogledamo, kaj angeli pravijo na to. Prva karta je sedmica zraka. Sedmica zraka oziroma karta in energija, ki prihaja s to karto, je, da se zdaj res dogaja veliko več, kot je videti na prvi pogled, in da ni nujno, da bo šlo vse po načrtih. Kar pomeni, načrte je treba ponovno pregledati, ker so bili po vsej verjetnosti narejeni v enem drugem energijskem obdobju, ko so bile energije drugače postavljene, hkrati pa govori o tem, kako se vaše misli tudi spreminjajo. Ker, a veste, če vi se nekaj odločite in potem temu sledite samo zato, ker ste se tako odločili in ne upoštevate tega, da se vmes stvari spreminjajo, takrat potem je treba pač načrte prilagoditi. S tem ni nič narobe. Ljudje mislijo, da če so si nekaj zadali, se morajo tega držati kot pijanec plota. Ne, včasih je treba stvari prilagoditi, spremeniti, ker se stvari spreminjajo in ne morete vi trmasto vztrajati na svojem, če so situacije drugačne. Druga karta štirica zraka. Štirica zraka pa pravi, da preden sprejmete odločitev, si je treba vzeti več časa, kar pomeni, da če jo pogledam skupaj s to, se pravi sedmico, se pravi imamo zdaj dvojni zrak, to pomeni zelo veliko mentalne energije. To pomeni tudi, da si je treba vzeti čas za sprostiti se, čas za odklopiti in preden boste na novo pogledali načrte, preden boste na novo zastavili določene zadeve, pojdite in se spočijte. Ker če ste zmatrani, če ste utrujeni, ne boste mogli priti v stik tudi s svojo povezavo, s svojim višjim jazem, ne boste slišali tistega notranjega glasu, ker je vaš mental po vsej verjetnosti toliko utrujen, da rabi najprej se spočiti. Tisti, ki so bili na tem avtentičnem vikendu za dušo, so se spočili, smo se spočili, tako da mi gremo veselo naprej, vas pa še čaka malo počitka. In to je lahko tudi, ne vem, vsak dan, usedite se za 15 minut, dihajte, predihujte, pojdite v naravo, lepo vreme imamo, pojdite v naravo, pomlad je zunaj, spočijte si, ne na silo. To se mi zdi, da zelo močno govori. In pa še tretja karta, cesarica in nadangel Gabriel. Naj se vaše sanje rodijo, razvajajte sebe in druge.
Zelo pomembno, tudi spoznanje, ki smo ga imeli v tem vikendu, je, da če ne poskrbiš zase, ne moreš poskrbeti za druge. Zato, ker če delaš s prazno baterijo, potem tudi drugi ne bojo imeli od tebe nič. Družina, partner, otroci. Če ste prazni, ne morete dajati tistega, kar bi lahko, tisto, kar je v resnici v vas. Zato je pomembno, da si vzamete čas zase. Zato je pomembno, da si dovolite umik tudi. Zato je pomembno, da negujete sebe na prvem mestu. Ker če vi niste okej, potem energija, ki jo boste dali drugim, ne bo okej. In to je tisto, kar je pomembno. Ne toliko vaš čas, ne to, kaj vi dejansko naredite. Vi lahko skuhate, ne vem, nekomu kosilo. Ampak če ste utrujeni, ko kuhate to kosilo, se bo to poznalo v energiji te hrane, ki jo boste dali. In še naporen vam bo kuhati, in še grozen bo, in pol, v glavnem, cel kup ene slabe volje se ob tem zgodi. In kaj ste v resnici dali s tem kosilom? Res bolj bi bilo, da si sami kaj pripravijo. Zato dajte si dovolj, sploh ženske, dajte si dovolj poskrbeti zase. In takrat boste potem lahko dajale. In takrat boste lahko tudi, ko poskrbite zase, začnete sprejemati. Ko začnete sprejemati, je potem tako avtomatsko se energija širi in daje. Tako da, če ste si zastavili, pa zdaj mi je nekako prišlo za novo leto, če ste si zastavili določene načrte, določene cilje, je zdaj pravi čas, da se malo umaknete, predihate in pogledate, a to še velja. A bi kaj popravili, bi kaj spremenili, in potem, ko poskrbite zase, ko date najprej sebi, takrat potem se začne pa tisto obilje in vse tiste stvari odvijati z veliko manj napora. Tako da, to je to, uživajte v tem tednu, vzemite si čas zase, sploh na solsticiji si vzemite čas zase in se napolnite s novo, svežo energijo. In želim vam čudovit teden, pa se vidimo naslednji teden v ponedeljek z novimi navdihi. Čau, čau.